sva skupaj študirali medicino, ampak Mojca je potem odnesla v infektologijo in lahko rečem, da je zelo velika strokovnjakinja, tako da je veliko veselje, da Mojca si se lahko odzvala, da nas tako vabila v hišo. Vidiš, da smo te počakali pri odprtih oknih, upam, da se strinjaš. Vse popravili. Tok en diabetolog to razume, no. Zdaj pa povej, kaj bomo še narediti. Ja. Če ste za to, pa se pogovorimo. Čast je seveda moja, v tej hiši se vedno zelo dobro počutimo. Kot ste slišali, sem danes dobila nalogo, da nekaj povem o epidemijah. Nalezljive bolezni so vedno zelo vplivale na človeško usodo, zgodovino in že precej zgodaj so ugotovili, da se včasih pojavijo nenadoma, v velikem številu, se hitro širijo in lahko povzročijo tudi sorazmerno hude bolezni pri večjem številu bolnikov. Zato so to poimenovali epidemija, iz grščine epi, to je predpona, ki jo mi prevajamo nekako na, in demos ljudje, nekaj se spravi na ljudi, a ne. Pandemija je pa posebno huda in geografsko zelo razširjena epidemija. Epidemiologija in epidemiologi, o katerih pa zdaj tudi toliko veliko slišimo, je pa veda, ki se ukvarja s širjenjem, spremljanjem in predvsem, če se da, ukrepi za omejevanje oziroma preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. Vsi smo že slišali za kakšne primere velikih, zelo usodnih epidemij. To je bila tako imenovana črna smrt, zelo verjetno bubonska kuga oziroma v najhujših trenutkih verjetno njena pljučna oblika, ki se zelo lahko širi od človeka do človeka. Sicer je bilo pa širjenje drugačno, ampak mislim, da to bomo zaenkrat drugič pustili. Potem je bila španska gripa, od katere je bila stoletnica, za katero se tudi ve, da je bila zelo huda, da je povzročila zelo veliko žrtev, več kot Prva svetovna vojna. Ocene so od 20 pa do 50 milijonov ljudi. Nekateri celo pravijo, da je možno, da se tudi Prva svetovna vojna še ne bi končala, če ne bi bilo te hude epidemije, ki je enostavno vzela vojake. Najbrž je bil seveda takrat tudi najbolj neprimeren čas, ker so bili ljudje izjemno izčrpani, izjemno v težkih razmerah, slabo hranjeni, pod nepojmljivim stresom, ampak očitno je bila tudi to ena zoprna oblika gripe. No, in potem je pa ena malo drugačna epidemija, ki se je začela veliko bolj počasi, veliko bolj zahrbtno, pa ima strašanski vpliv na našo kulturo in na naš način življenja in razmišljanja, ki jo imamo sicer zdaj že kar zelo spodobno pod kontrolo. Na začetku je izgledalo pa katastrofalno, to je HIV/AIDS. To je od leta 1981, pa se nam zdi, da že kar celo večnost s tem živimo, ne? Ne moramo mimo gripe, če se pogovarjamo o epidemijah. Poznamo jo, vsako leto nas obišče, malo jo podcenjujemo, malo jo precenjujemo, epidemiologi se jo bojijo. To je akutna vročinska bolezen dihal, ki se širi od človeka do človeka. Tukaj imamo grešnika, to je virus. Latinsko ime je influenza in ime izhaja iz pojma vpliv. In s tem lahko razumemo, kako so že v zelo starih časih razumeli, da je to ena kar pomembna bolezen, ki lahko moti
življenje družbe za tisti čas, za tisto obdobje, ko razsaja. Na srečo je to sezonska bolezen, širi se sicer po celem svetu, ampak takrat, ko je pri nas poletje, je na južni polobli, potem pa vedno pride k nam. Povzročitelji so virusi influence, družina Orthomyxoviridae, znani predstavniki in virusi, ki prizadenejo lahko človeka, so virus influence A, B in C. Vendar je pa to skupina virusov, ki lahko povzroča okužbe tudi pri živalih. Tudi pri vodnih pticah, pri perutnini, pri prašičih. Takole nekako virus izgleda. Imamo sredico, kjer je genetski material in ovojnico, iz katere štrlijo značilne beljakovine. No, in dve od teh beljakovin sta neuraminidaza in hemoglutinin, ki nekako določata lastnosti seva. In to je ta N in H skupaj s številkami, ki označujeta seve, ki vsako leto krožijo med ljudmi. Problem je namreč v tem, da so sevi dovolj različni, da ko se spreminjajo, da so sposobni tudi pri človeku, ki je okužbo enkrat že prebolel, ponovno povzročiti okužbo. Če so manjše razlike, se lahko zgodi, da tisti, ki so preboleli podoben sev, ne bodo zboleli ali pa bodo zboleli v blažji obliki. Problem pa je to, da je to virus, ki se sorazmerno lahko in sorazmerno pogosto spreminja. Tako da povprečno računajo, da je vsakoletna nadloga, da je hujša oblika pri 3 do 5 milijonih po svetu, da je smrti okrog 500 000 vsako leto. Pandemije so pa hude, velike epidemije, ki nastanejo ob večjih spremembah virusa, povprečno 3-krat v stoletju. Zakaj? Zato, ker je virus, kot smo že rekli, sposoben sorazmerno hitrega spreminjanja, pojavljajo se mutacije ali genske prerazporeditve. Posebej gre tukaj za viruse influence A in B. In sicer so nekako virologi ugotovili, da so manjše spremembe, ki jih imenujejo antigenski odmik, spremembe N in H, tako kot smo že prej rekli, ki lahko povzročijo, da so ljudje ponovno dojemljivi, ampak najbrž bolezen ne bo zelo huda, zelo huda, če pogledamo tele zgornje številke, ampak relativno nekako smo se navadili s tem živeti. Ko pa pride do antigenskega premika, kar je pa posebej pri virusih influence, pri sevih influence A, takrat je pa sprememba velika, takrat lahko pride celo do kombinacije sorodnih virusov od živali in od ljudi in takrat imamo pa čisto novega sovražnika, ki nikoli ne vemo, kaj bo, to so potem te malo grdo in po domače rečeno ptičje, prašičje in podobne gripe. Te se pa lahko začnejo, ko virus enkrat na novo začne krožiti med ljudmi, zelo grdo. Zato se tega bojimo. Najpogostejše, kot rečeno, je preskok ptice ljudje. Kakšna je bolezenska slika, najbrž vsi zelo dobro vemo, najbrž smo jo vsi vsaj enkrat preboleli. Najbolj značilna je praviloma visoka vročina, ki nastane nenadoma, z občutkom mrazenja, izrazito slabega počutja, bolečin v sklepih, mišicah, bolečin v žrelu, prehladni znaki, kot je izcedek iz nosu, dražene veznice, so tukaj ponavadi nekoliko manj izraziti, so pa tudi lahko prisotni.
Lahko je kašelj, ni nujno. Imamo ves spekter od najbolj blagih oblik, najbolj pogosto pri malih otrocih, kjer komaj vemo, da se nekaj dogaja, do izjemno hudih oblik, pri katerih lahko človek tudi umre. Imamo na voljo simptomatsko zdravljenje, ki je za veliko večino bolnikov dovolj. Gre za to, kar so že zmeraj babice rekle, počitek, tekočina, toplota, lahko neki vročini, recimo paracetamol. In ponavadi, če to odležimo, bo hitro boljše. Če pa imamo izrazito težji potek, ali pa če imamo bolnike, pri katerih lahko pričakujemo, da bo potek hujši, to so predvsem bolniki s kroničnimi boleznimi, starejši bolniki, bolniki, ki imajo iz kakršnega koli razloga oslabljen imunski sistem, sladkorna bolezen, zdravljenje malignih bolezni, celo zdravljenje revmatskih bolezni, ki je izjemno uspešno, vendar pa moramo paziti, ker ob enem pomeni malo utišan imunski sistem in malo večje tveganje za izrazitejšo okužbo. Tam pa imamo že protivirusna sredstva. Najpogosteje se uporablja oseltamivir ali Tamiflu, ki ga verjetno tudi že poznate. Če ga vzamemo pravi čas, praviloma skrajša in ublaži potek bolezni. Če je bolnik zelo ogrožen, ali pa če se slučajno v bolnici zgodi, da nimamo še nobenih podatkov, da gripa kroži, pa se znajde, ko začnemo preiskave delati, pa bolnik, kjer pa dokažemo gripo, potem lahko okolico pri ljudeh, pri katerih bi pričakovali večjo ogroženost, in to pa v bolnici skoraj vsak je, tudi za preprečevanje damo oseltamivir v zmanjšanem odmerku. Zelo velikokrat uspešno preprečimo, da bi se okužba razširila. Vendar pa moram poudariti, oseltamivir ni za vedno, ni za vsakega. Protivirusna zdravila so sicer dobra, so dobro prenašajo, imajo sorazmerno malo stranskih učinkov, vendar se pa malo po malo pojavlja tudi kakšen odporen virus, in če bi se zdravilom hecali, je zelo podobno kot pri antibiotikih za bakterijske okužbe, hitro lahko rezistenca. Potem ga pa za tiste ljudi, ki ga najbolj rabijo, ne bomo imeli. Seveda je pa pravo preprečevanje cepljenje. Cepljenje je vsako leto. Zakaj vsako leto? Zato, ker ga moramo prilagoditi tistim sevom, za katere predvidevamo, da se širijo to sezono. Vedno nas lahko kaj preseneti, vedno nam lahko zmeša račune, vendar se pa Svetovna zdravstvena organizacija zelo trudi, da spremlja, kako potujejo sevi, in da vključi v cepivo tiste seve, ki bodo uspešno zaščitili ljudi. In moram reči, da zadnja leta so kar dobri. Praviloma so cepiva kombinacija 4 najbolj pričakovanih sevov. Zadnja leta uporabljamo samo mrtvo cepivo in razen hude alergije na jajčne beljakovine se ga ne bojte. Mi se vsi cepimo. Veliko ljudi, ki pravijo, ja, potem sem se pa cepil, potem sem bil pa tako zelo bolan. Ampak nažalost je to, od cepiva ne moreš zboleti, ker so samo virusne beljakovine. Tiste značilne, ki naj bi jih imunski sistem prepoznal, stvoril proti telesa in potem preprečil razvoj bolezni pri pravem virusu. Je pa seveda v tem času cel kup virusov,
ki pa niso gripa, na katere pa cepivo proti gripi ne deluje in lahko čisto lepo pošteno zboliš. Ampak druge virusne okužbe, ki se kot prehladna obolenja zgornjih dihal v tej sezoni širijo in imajo veliko manj komplikacij, veliko bolj redko pristanemo v bolnici in zato se pač posebej za gripo splača zaščititi. Problem je pa v tem, to pa je treba pošteno povedati, da tisti ljudje, ki so najbolj izpostavljeni, lahko malo slabše odgovorijo na cepljenje. Ne bo jim škodilo, vendar pa se zgodi, da kakšen tudi zboli. Vendar zboli v bolj blagi obliki, izjemno redko pristane v bolnici s pljučnico. Kar je pa za enega precej starejšega človeka s kroničnimi boleznimi tudi nekaj, kar mu pomaga. Ne? Lahko pa takega človeka zaščiti njegova okolica, njegovi zdravi, aktivni družinski člani, ki hodijo v službo, otroci v vrtec in šolo, tam se ponavadi zgodba začne, ne? Da ne bodo prinesli. Če so cepljeni, ne bodo zboleli, pa tudi prenašali ne bojo. No, zdaj pa pridemo še do koronavirusov, ki pa so zdaj tako zelo vroča tema. Koronaviruse že dolgo časa poznamo. Namreč vemo, da so tudi med povzročitelji prehladnih obolenj v sezoni lahko, takrat, ko nekako jih je največ, povzročijo tudi pri nas od 15 do 35% prehladnih obolenj. Namreč, vsaj na začetku sezone, vsaj zato, da vemo, kaj se z gripo dogaja, se jemljejo brisi. In se dokaže, kater bris je bolniku povzročil okužbo. To seveda nikakor ni smiselno vedno za vsakega. Če pa so izrazitejše bolezni, posebej, če bi prišla v poštev gripa, ki bi jo pri tem bolniku zdravili, ali pa na začetku sezone, ko še ne vemo, kaj se dogaja, da sploh vemo, da gripo imamo, se pa to dela. In mi imamo to čisto natančno dokazano. Ampak ti koronavirusi, ki smo jih prejšnja leta srečevali, so pač povzročali čisto običajne prehladne bolezni. Koronavirusi spadajo med RNA viruse, namreč za razliko od naših celic, ki vsebujejo RNA in DNA, nukleinske kisline, imajo virusi ali ene ali druge, ker to nekoliko vpliva na njihove lastnosti, jih tudi potem delimo. Skupina je Nidelovirales, imajo velik genom, ki je zelo nagnjen mutacijam in rekombiniranju. In tukaj nas pa nekaj boli, ne? Dokazane so tudi okužbe pri živalih in preskakovanje iz vrste na vrsto. Zdaj poznamo pa že tudi nekaj sevov, ki so pa povzročali težje oblike bolezni. Prav gotovo se vsi spomnite zloglasnega SARS-a, no, je pa tukaj še MERS. Tole je koronavirus, dobil je ime koronavirus po tejle lepi kronici, to je elektronska mikroskopska fotografija, spodaj imate referenco. SARS se je pojavil po zimi 2002-2003, ko so se začeli pojavljati bolniki s pogosto težje potekajočo okužbo dihal. Zgledala je kot ena tako imenovana virusna ali atipična pljučnica. Najprej so imenovali Severe Acute Respiratory Syndrome in tu je potem tudi ostala kratica. Tudi ko so ugotovili,
da gre za nov sev koronavirusa, ki so ga poimenovali SARS koronavirus. Prvi bolniki so se pojavili na Kitajskem, predvidevajo, da je virus od netopirjev, za katere dobro vejo, da so s koronavirusi prekuženi, prišel na človeka, ponavadi gre to preko drugih, ker pač z netopirji nekako ljudje nimamo zelo radi zelo veliko pravka, ampak gre pa žal lahko to tudi na druge živali. Recimo ena je cibetovka, imate tudi latinsko ime, ali rakunski pes, druga živalca. To sta možnosti, kako se je virus razširil. Namreč v jugovzhodni Aziji je vedno veljala tradicija, da ješ samo čisto svežo hrano. In sveže meso je bilo samo meso, ki si ga ti na tržnici v obliki žive živali kupil in potem doma pripravil. Dokler ni bilo hladilnikov, je bilo to seveda na področju tople klime absolutno ustrezno in primerno in so pač ljudje od vedno vedeli, da če bodo poskušali dalj časa čuvati žival, ki ni več živa, bodo hitro imeli težave. Vendar so pa te tržnice še vedno žive in se včasih na njih zbere veliko ljudi in veliko različnih vrst živali. In če imamo tam bolno žival, smo pa začeli s težavami. In tukaj se kar nekako pojavljajo podobne, ponavljajoče zgodbe kot pri gripi. No, striktno SARS virusa danes ne dokažemo več. Ne kroži med ljudmi, z zelo striktnimi izolacijskimi ukrepi so do srede 2004 okužbo omejili. No, tole je ta nesrečna cibetovka, ne vem, če ste slišali, ampak najbolj nobel in najbolj zdrava kava je bila prebavljena pri cibetovki. Prosim, najbrž to ni najboljš. Čeprav se gotov praži, ampak prej je pa vprašanje, kakšni so postopki, a ne? In potem je tole tale ljurkan rakunski pes. Drugi koronavirus z znanim težjim potekom je pa MERS. Pojavil se je leta 2012, ko so pri bolniku v Savdski Arabiji s ponovno eno hudo okužbo dihal dokazali nov, drugačen sev koronavirusa, ki so ga imenovali MERS. To je bil pač, je bila okrajšava za Middle East Respiratory Syndrome. Ta okužba ima bolj pogosto težek potek, ima večjo smrtnost, vendar pa na srečo zgleda, da nima tako hude sposobnosti širjenja. Posamezni primeri se pojavljajo, vendar je nekako pod kontrolo. Je pa virus ponovno najbolj soroden virusom pri netopirjih, ki so pa zgleda okužili kamele, ki jih imajo ljudje na Srednjem vzhodu. No, zdaj pa ta nesrečni novi koronavirus, ki ga zdaj imenujejo SARS-CoV-2, ker je genetsko podoben SARS koronavirusu. Pojavil se je v decembru 2019, ko so se na Kitajskem v provinci Hubei, predvsem okrog mesta Wuhan, v katerem smo zdaj skozi poslušali, pojavili ponovno bolniki s težkimi pljučnicami. Kmalu so potrdili, da gre za nov tip koronavirusa. Kot rečeno, se zdaj imenuje SARS koronavirus 2, zaradi podobnega genoma
kot so ga opisali pri koronavirusu, ki povzroča SARS, vendar ne enakega. Po novem letu je prišlo do večjega porasta števila bolnikov. Na včerajšnji podatki Svetovne zdravstvene organizacije so zaznali po svetu več kot 113 tisoč dokazano zbolelih, ampak to so bili testirani ljudje, ne? 4012 umrlih, od tega na Kitajskem 80 tisoč in skoraj 81 tisoč bolnikov in 3140 umrlih. Izven Kitajske 32.700, pa še nekaj in 872 umrlih včeraj. Zajetih je že 109 držav, zdaj tako. Svetovna zdravstvena organizacija ima termin countries or territories. Večja žarišča so bili, torej prvo žarišče je bila Kitajska, ki pa so ga pravzaprav zelo odločno in dosti uspešno, ne glede na kritike, omejili. In danes imamo že podatke, da na Kitajsko prihajajo bolniki iz Italije. In da so to problem. No, potem so se pa pojavila večja žarišča v Južni Koreji, v Iranu, zdaj je pa že več bolnikov v sosednji Italiji, kot to tudi vsak dan poslušamo. V Sloveniji prvi dokazan okuženi 4.3. Trenutno ob 14. 57 bolnikov. To je nov virus in zato še ni dovolj podatkov o načinu okužbe, čeprav zgleda, da je pretežno kapljičen, o inkubacijski dobi, o nalezljivosti, torej vsi ti podatki se še intenzivno zbirajo. Pomembna je tudi nalezljivost. Pri nalezljivosti imamo en pojem R0, to je faktor, ki naj bi nekako opisoval, kako uspešno in kako hitro se virus širi. Izhaja iz tega, koliko povprečju en bolnik, za katerega vemo, okuži ljudi okrog sebe. Pri pa ima okrog 1,5, tisti, ki imajo pod 1, se sami zamejijo. Kot rečeno, za ta novi koronavirus je še zelo malo podatkov, vendar ocenjujejo, da je R0 velik in da je okrog 4. Torej, širi se ta virus hitro in uspešno. In seveda, ko epidemiologi zaznajo eno tako bolezen, so pač zelo previdni. Marsikdo reče, spet paniko zganjajo, ampak dokler zverine ne spoznaš, je čisto v redu, če si previden, če zbiraš podatke, predvsem, če veš, tukaj se je okužba začela, nimamo jo še po celem svetu, mogoče imamo zdajle možnost, da zadevo zamejimo. Tudi tukaj je bil verjetno izvor okužbe živali na tržnicah. Virus je spet zelo soroden virusom pri netopirjih, ki pa se je tukaj prenesel na bogega luskavca. Tole pa tale živalca, rečejo tudi pangolin. To je, eni pravijo, da je to luskasti pravlinčar, ampak pravzaprav ni tako zelo soroden. Problem je pa v tem, da so te živalce, ki so sicer izjemno ogrožene, zelo zaščitene, ampak seveda zelo okusne, se lovijo, se prodajajo na teh tržnicah, potem se pa še luske v tradicionalni medicini uporabljajo, ker naj bi bile zdravilne. Pravijo, da je večina teh tržnic nelegalnih, najbrž bodo pač zdaj to zelo poostreno in zelo natančno nadzirali, ampak to se je izgleda po vsem tem, kar danes vemo, zgodilo.
No, potem je pa seveda drugo vprašanje, inkubacijska doba. Inkubacijska doba je čas od takrat, ko ste bili vi v stiku z povzročiteljem bolezni, do takrat, ko se začnejo kazati znaki bolezni. Tukaj je ocenjena na 2 do 12 dni, v povprečju 5. Zdaj, slišali boste vse mogoče stvari. Dejstvo je, da ima bolezen izjemno širok spekter, da lahko poteka skoraj neopazno, predvsem na srečo pri otrocih, da človek na začetku komaj zazna, da je zbolel. Bolniki z jasnimi znaki bolezni sigurno najbolj širijo bolezen in to so pomembni izvori okužbe za druge. Kako je pa z bolniki, ki nimajo čisto nič znakov bolezni, je pa še vedno vprašanje. Tudi v zelo resnih časopisih so se pojavljala poročila o bolnikih na začetku, ko jih je bilo še malo, ko so res vsakega posebej lahko sledili in epidemiologi so se res potrudili, da so te podatke dobili, kolikor se je dalo natančno. So rekli, ja, ta bolnica je bila pa še čist zdrava, ampak je pa že v okolici nekdo zbolel. Ampak čist zdrava je pa mogoče vseeno malo smrkala, pa kašljala, pa no, saj vročine ni imela, ampak saj pozim smo tako zmeri vsi prehlejeni. Tako da pravzaprav tukaj natančne podatke še čakamo. Način prenosa je kapljičen, se pravi, človek, ki kiha, kašlja, tudi zelo glasno govori, v določeni razdalji širi kaplji, ki praviloma ne grejo več kot meter okrog, meter pa pol. Seveda, pri zelo hudem, zelo nekontroliranem kihanju grejo pa lahko fizika je tukaj zelo jasna, to so ogromne hitrosti, ogromne sile, gre pa to lahko seveda, če čisto nič ne naredimo, tudi daleč. Ampak če uporabimo robček, če uporabimo rokav, pa to ne bi smelo biti. Lahko bi pa bil prenos bolezni tudi fekalno-oralni. Se pravi, z rokami, ker bolniki, vsaj nekateri, na začetku bolezni, ki tudi imajo lahko prehodno malo znakov strani prebavil, slabosti, driske, redko bruhanje, so pa dokazali virus tudi v blatu. Večina obolenj je verjetno blagih. Ocenjujejo, da več kot 80% bolnikov blago preboli bolezen. So pa potem lahko različne intenzitete znakov okužbe dihal, vročina, kašelj, bolečine v žrelu, bolečine v prsih, težje dihanje. No, pri teh najhujših oblikah, ki se jih pa bojimo, pa tudi dejansko občutek nemoči zadovoljivega dihanja. Če pogledamo, koliko je kisika v krvi, ga je premalo. Bolnik se muči, da prehitro diha, pa kljub temu ne uspe zagotoviti zadosti kisika za vsa tkiva, ker je virus prizadel pljuča. Tako da se pojavi tako imenovana virusna ali atipična pljučnica. Ta pljučnica lahko pripelje tudi do odpovedi dihanja. Najprej poskušamo seveda z dodajanjem kisika, lahko pa bolnik potrebuje tudi pomoč z umetnim dihanjem. Zdravljenje, za enkrat jasnega, specifičnega zdravljenja nimamo. Bolnikom pomagamo podporno, tako kot pri vseh okužbah dihal, s počitkom, lahko zdravili proti vročini,
za dovolj tekočine. Če pa se pojavijo resnejše respiratorne težave, si pa vsi želimo, da bi imeli tudi kakšno protivirusno sredstvo, ki bi bilo učinkovito, ki bi pravzaprav tukaj spet malo analogija z gripo, pri težkih potekih, pri bolnikih, ki imajo veliko tveganje, lahko pomagali. Več kandidatov so poskusili, nekaj je kombinacija ritunavirja in lopinavirja, ki se uporablja sicer pri bolnikih s HIV okužbo, imenuje se Kaletra, ki ji pa dodajo še oseltamivir, spet stari znanec Tamiflu, ali pa klorokin za temi kombinacijami. Preizkušajo tudi novo zdravilo Remdesivir, ki še ni registrirano, je pa že dano na voljo v obliki sočutnega programa, to se pravi, to so pač pod posebnim režimom za izjemne situacije, ob seznanitvi bolnika, v kakšnem stadiju je razvoj zdravila, proizvajalec zdravilo da na voljo. S tem, da pač za vsakega bolnika mora njegov lečeči zdravnik posebej zaprositi, razložiti, utemeljiti, ampak rekli so, da če bi bilo potrebno, da bi se to lahko v 24 urah dobilo. Kot smo zdaj že zelo veliko slišali, je tveganje za težji potek predvsem pri starejših, kronično bolnih. Malo je presenetilo, da so pravzaprav precej izpostavljeni bolniki z višanim krvnim tlakom. Vendar se pa zdaj pojavljajo eni podatki, da je eden od receptorjev za virus tudi povezan z uravnavanjem krvnega, to bo še zelo zanimiva zgodba. Umrljivost so ocenili na okrog 2%, se pa pojavljajo tudi višje ocene. Vendar, zdaj na ta trenutek je umrljivost izjemno težko oceniti. Umrljivost je ulomek, ne? Od spodaj v imenovalniku so vsi bolniki, ki jih pa imate, tiste najlažje, ki nikoli niso prišli do bolnika, ki nikoli niso bili testirani. Z gripo je zgodba tako stara, da že vemo, ker tudi, ne vem, zaradi okolice jemljamo kakšne brise ali pa kaj takega, pa vemo, da so lahko pozitivni pri popolnoma neprizadetih, predvsem otrocih. Za koronavirus, SARS-2, teh podatkov še nimamo. Jaz mislim, da imamo sorazmerno zanesljive podatke o umrlih bolnikih iz celega sveta, res se trudijo, ne glede na to, kar slišite in kar se piše. Mislim, da imamo dosti zanesljive podatke tudi o težkih potekih, nimamo pa skupnega števila zbolelih bolnikov, ki bi nam dovolili realno oceno umrljivosti. Potem je pa seveda umrljivost tudi odvisna od populacije. Tukaj pa mi, na žalost, nimamo ravno najboljše situacije, ker imamo sorazmerno velik procent starejših ljudi. V tem primeru so seveda Kitajci veliko na boljšem. Cepivo, to se je šele začelo razvijati, čeprav se zelo trudijo, čeprav zelo sodelujejo, čeprav, če smo zelo veliki optimisti, bi morda lahko bilo že kaj proti koncu leta, ampak to je čisto ugibanje. Takole izgleda od Svetovne zdravstvene organizacije stran, vsak lahko pogleda, to je sicer iz 7., ampak imate zemljevide z številom okuženih in neke osnovne statistike, to bi šlo še z drsnikom naprej, pa tega se pa seveda ni dalo takole ujeti. Tole vam polagam na dušo,
To so priporočila naših strokovnjakov z osnovnimi podatki, z osnovnimi priporočili. Verjemite jim, to je dejansko znanje, ki ga ta trenutek imamo. Dobili bomo vsi zgibanke na domače naslove. Te zgibanke še nisem videla, predvidevam pa, da bodo pravzaprav ti podatki osnova za njo, ker je pač to tisto, kar naj bi vsak vedel in upošteval. Upošteval. Ker vemo, kako so danes, kakšne zgodbe slišimo, kako ljudje strašansko ne upoštevajo tega, kar se reče. In to je pri taki epidemiji zelo velik problem. Navedla sem tudi nekaj virov. Med njimi je spletna stran Svetovne zdravstvene organizacije, ki sem jo prej pokazala, pa še veliko bolj obsežna. Seveda je tukaj tudi stran NIJZ, našega Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Potem je zelo priznan in zelo kvaliteten medicinski časopis New England Journal of Medicine v svoji spletni izdaji pripravil kotiček, ki je prosto dostopen za vse, ker sicer ima časopis naročnino. In tukaj se res lahko vsak dan pogleda in mislim, da tukaj so tudi res podatki, ki jim lahko verjamemo. Potem je pa še nekaj, kar je na YouTubeu in torej tudi vsem dostopno. Imate že kar link, ki ga kliknete in boste dobili. Predavanje, ki je bilo v kliničnem centru 20. februarja za zaposlene, profesor Avšičeva, ki je res zelo dober virolog in je povedala vse, kar tudi do današnjega dneva vemo o virusu. Naša predstojnica dr. Lejkova, ki je povedala nekaj o bolezni. Tako da, če vas zanima, namesto berete kakšne brez zamere hecne forume, poglejte si to. To so dejansko, in seveda zdaj, ko je pač bolezen tako hitro prišla tudi v Slovenijo, ti podatki, ki jih vsakodnevno dajemo, so pač resnično podatki, ki jih imamo. To bi imela jaz. Če vas zanima še kakšno vprašanje, če bom vedela. Mene zanima ta preživelost virusa, če pade po tleh. Neki so bili neki 2 dni. Glejte, tu se seveda dela, ampak so tudi še zelo šibki podatki. Zdaj, seveda, virus v principu je živo bitje, ki dolgoročno ni sposobno preživeti izven žive celice. Preživi lahko samo v živi celici. Ali bakterije, tudi bakterije imajo svoje viruse, bakteriofage, ali v rastlinski, ali živalski oziroma človeški celici. Vendar pa seveda preživijo nekaj časa tudi na prostem. Kar je pa izjemno odvisno od temperature, od vlage, od podlage, na katero je kapljica recimo preletela. Če je kapljica z obilo sluzi, je malo boljša zaščita. Če je pri nekaterih virusih kapljica krvi, je malo boljša zaščita. To so tako različne. Dejstvo je, da virus nekaj časa v okolju preživi. Vendar, in da se zaradi tega splača, recimo v bolnicah, v ambulantah, na javnih prostorih, se seveda splača površine čistiti. Ampak najbolj se bomo pa zaščitili, če bomo vsakokrat, ko bomo prišli z avtobusa, vsakokrat, ko bomo prišli z trgovine, vsakokrat, ko bomo prišli iz šole, iz službe, si lepo pošteno umili roke. Umivanje rok je enako uspešno
s toplo vodo in milom ali pa z razkužili na osnovi alkohola. Sam razkužila na osnovi alkohola so za bolnice, zdravstvene ustanove, ambulante, javne ustanove praktična, ker ne potrebujete velike količine tople vode in mila. Sicer nimajo neke zelo velike prednosti. Ima pa virus korona kot virus z veliko ovojnico izjemno občutljivost na razkužila. Tukaj nam grejo pa stvari na roke. Zdaj, točno, dobesedno. Tukaj, kako je pa z razkuževanjem prostorov, z režimom v bolnicah, z režimom, kjer se zadržujejo ljudje z oslabljeno imunostjo, z režimom v domovih starejših občanov. Tukaj se nam pa še strašansko veliko za naučiti. Ampak, dokler ne vemo, smo previdni. Uporabljamo, kadar je primerno, zaščitno opremo in si umivamo roke. Zdaj, te nesrečne maske nekako se niso zelo izkazale kot zaščita zdravega človeka pred okužbo. So se pa zelo izkazale, če jih natakne nekdo, ki ima znake blage respiratorne okužbe. Ne bo se mu zgodilo, da bo kar tako nekontrolirano kihnil ali pa kašljal, ampak to so navadne, tako imenovane kirurške maske, nobene tiste specialne, FFP, pa še ne veš, kaj vse, in ko se masko odstrani, je maska lahko polna virusa in je učinkovita samo, če si bomo roke lepo umili. Masko pa varno, na primeren način odstrani. Če tega ne bomo delali, da imamo lahko 100 let, pa je to samo občutek neke lažne varnosti, ki nas lahko samo zavede. Da je grozna panika, vsi bi kar imeli 3 škatle maske doma, pa to res ni potrebno. Čisto druga zgodba je pa, če pride jasno bolna oseba na odvzem brisa, to je sicer z vatirano palčko in je nežno, ampak se veste, kako je, kadar vam kdo po nosu pa žrelu brska, takoj boste pokašljali. In to zelo na blizu. In takrat pač oseba, ki jemlje bris, mora imeti masko, ki pa je lahko tudi malo bolj učinkovita, malo bolj zaščiti, ampak jo je tudi treba znati uporabiti. To so maske, ki se malo bolj prilagodijo obrazu, če jo pravilno date in mečkam prilagodite okrog nosu tesni. Če boste vdihnili, boste čutili, da tesni, ampak to morate biti strenirani. In to je res za zdravstvene ustanove, za stik z bolnikom, ki ima jasne znake respiratorne okužbe. No, ampak ali je pri teh maskah ta filter dosti učinkovit? Ta filter je dosti učinkovit nekaj časa. Ko se pa maska prediha, je treba zamenjati. Zdaj, tako je, a veste, čisto 100% zaščite nimate. Vedno tudi pri vseh pravilnih previdnostnih ukrepih, pri pravilnih postopkih, tudi zdravstveni delavci zbolijo. Ampak neprimerno manj in neprimerno poznej, kot če se pač ti postopki zaščite ne bi izvajali. In čisto druga stvar je, recimo, če imate vi v intenzivni enoti, kjer so te že posod računalniki, tam boste mogli izjemno paziti, da boste čistili površine, tipkovnica ni nikoli gola, ima zaščito, ki se jo da primerno očistiti, mobiteli se kdaj pobrišejo, take stvari.
Ampak, da bi vam pa lahko povedala za vsako površino, kako bo virus preživel, pa niti slučajno še nimamo. To nimamo niti za gripo dobrih podatkov. Ampak vsake tok časa je kakšna taka anekdotična zgodba. Lejte, tukaj je bil pa pozitiven bris, čeprav najbrž je bilo to od tistega bolnika, ki je šel že takrat, a ne? In potem se pač te podatki vlečejo naprej, ne vemo. Tudi, a ne, lahko bodo prebrali, da je inkubacijska doba 48 dni. Ne. Druga stvar je pa, ko mi jemljemo teste, jemljemo antigenske teste, se pravi, mi v brisu dokazujemo genetski material virusa. A ne? Niso to več testi na podlagi protiteles, ki so bili prej edini testi za virusne okužbe. Testi na podlagi virusnih okužb, na podlagi protiteles lahko pridejo potem prav, če poskušamo oceniti, koliko ljudi je na določenem področju bilo v stiku z virusom, ker ta protitelesa ostanejo, vsaj nekaj časa. Ampak zato, ali ste vi zdajle bolani ali ne, se pa uporabi bris. Bris dokaže genetski material virusa. Ko ima nekdo jasne znake respiratorne okužbe, tega genetskega materiala virusa ponavadi ni težko dokazati. In so to zelo natančni in zelo občutljivi testi. Ampak zdaj si pa predstavljate, da je nekdo ravno bil v stiku z nekom, ima mogoče eno čisto majhno količino virusa nekje na sluznici, kako veste, da ga boste zanesljivo dokazali. Potem si pa spet predstavljate, da je nekdo že rekonvalescent, da je njegov imunski sistem virus večinoma že blokiral, ampak nekaj časa še ostane, pa mrličke štejemo, ne? In mi moramo vedeti, ampak to je pa spet stvar dolgih izkušenj, velikih podatkov, kdaj človek lahko prenaša okužbo. In kaj pomeni, da je ozdravil, a ne? Zdajle imamo recimo za zdravstvene delavce, ki bi recimo zboleli in za katere bi bilo vprašanje, kdaj se lahko vrnejo na delovno mesto, 2 negativna brisa v razmaku vsaj 24 ur. Ampak mogoče bodo podatki drugačni, mogoče se bo zadeva razvila. Ne smete biti zmedeni, ne smete si misliti, da si vsak dan nekaj izmišljujejo, situacija se v resnici spreminja. Sem približen? Ja, tako da zdaj to lahko je, ni pravilno zdaj bris, oziroma je pravilno, pač vzame, kjer ni bilo recimo. Glejte, za bris so določena pravila, ne samo pri tem virusu, povsod, a ne? Pacientu sicer ne bo čisto nič fajn, da ga več kot najkrajši trenutek žokaš, ampak tisti, ki jemlje bris, točno ve, da malo pobrisati more. Nikoli pa ne more pobrisati celega nosno-žrelnega prostora, saj veste, statistika, nikoli ne boste absolutno, popolnoma natančno pri vsakem brisu dokazali. Ampak so pa to zelo občutljive in zelo zanesljive preiskave, v visokem procentu dokažemo povzročitelja. Ja, najprej bi se zelo zahvalil za to sliko, predstavitev. To, kar sem jaz nekako slišal, se mi zdi, mnogo ljudi misli, ti virusi so tlele okrog nas v zraku, lebdijo in sam čakajo, da bojo se usedli na nas pa nas napadli,
Pa pravzaprav ni to, mi smo tisti, ki jih prenašamo naokrog, mi smo tako kot eni igralci paintball, kaj je to, paintball, kaj je, ko streljamo naokrog, zdaj ene zadanejo, to je kihanje, ne? Eni ne zadanejo ali pa kašljanje, zdaj neke kroglice padejo na tla, če bi bil to paintball, pa bi videli, da so te kroglice zelo stopene, jih verjetno noben ne bi pobral iz tal, kaj šele jih prenesel na obraz ali pa v svoje usta, ker so pa te kroglice tako male, da jih ne vidimo na mobitelu, da jih ne vidimo na površinah. Je pa verjetno res najboljša zaščita, oziroma je naš največji sovražnik naše roke, ki se teh kroglic dotaknejo in jih potem prenesejo. Jaz sem med predavanjem tudi malo okrog gledal, koliko nehotnih gibov je med nami poslušalci, kako je pravzaprav težko kontrolirati svoje roke, ker nekateri si podprejo nenadoma svojo brado ali pa prekrijejo svoje usta. Eni si čohljajo brado, medtem ko snemajo predavanje. Spet drugi si počesajo lase, ampak pravzaprav to so gibi, ki so v nas vgrajeni in se mi zdi, da je en velik, kako se reče, challenge po slovensko? Izziv. Pravzaprav velik izziv je, da mogoče nam bo pa ta virus prinesel, da bomo znali počasi sebe bolj obvladovati in pa mogoče, da bomo, jaz mislim, da virus se bolj razpase, bolj ko je egoistična družba. Bolj ko človek misli nase, na druge pa kašlja. Ko bomo znali tudi druge ljudi videti, pa zakašljati v najbolj priročno masko, ki jo imamo tle v rokavu, seveda ne pozabi, da so zdaj tisti paintball žogice tukaj, se pravi, bo treba obliko zamenjati. Mogoče bo to v tem smislu neka Zdaj, po eni strani seveda je človek socialna žival in potrebuje stik. In je zdaj grozen hudo, mislim, ne vem, če ste gledali kaj posnetke, kako so politiki razlagali, da se pač ne rokuješ in tako. In tisto sekundo so se rokovali, ne? Pa vulkanski pozdravi, pa ne vem kaj še vse. Zdaj, seveda bomo to mečkan z zrncem soli jemala, ne? Ampak, če pa je čas epidemije, če smo v okolju z veliko ljudmi, če smo v okolju z ljudmi, ki bi lahko bili bolni, bomo pa vedeli, kako se lahko zaščitimo, ne? In noben ne sme zameriti, če se mu bo nekdo samo prijazno nasmehnil in rekel, živijo, kako si. Prav? Pa tudi, če bi drugače bil to objemček, poljubček in ne vem kaj še vse. Prosim. Bi samo vprašal še v zvezi z gripo, niste nič povedali teh podatkov, oziroma ne z gripo, pardon, s SARS-om, koliko je pa tam bila ta prenosljivost, ki ne bila teh faktor 4? Torej, točnega pa nič nisem našla. Ampak dejstvo je, da je bila prenosljivost manjša. Število težjih potekov in smrtnih primerov pa večje. Pri SARS-u so ocenjevali smrtnost na okrog 10%. Pri MERS-u pa nekateri tudi več. Ampak zdaj spet ne vemo, koliko je blagih oblik. A veste, a mislite, da vsak kameli vodičko malo posmrka gre zdravniku? Dejstvo pa je, da pri kamelah je pa virus dokazan in da so v zelo tesnem stiku. Najbrž je pa prenosljivost MERS-a še manjša kot SARS-a. SARS je bil predvsem izjemen problem v zdravstvenih ustanovah. Še eno stvar me zanima, recimo maske, ok, ampak kaj pa dihanje, ali dihanje skozi usta, recimo v primerjavi z dihanjem skozi nos? Glejte, a je kaj manj, tako je. čez nos je po mojem manj, Mi smo pač tako narejeni, da nas dihanje skozi nos ščiti. Če lahko nos zrak ogreje in očisti, imamo dlačice, ki tudi kakšen delček, na katerem je lahko tudi kakšen virus ali pa kakšna bakterija zadržijo in se bomo lahko useknili. In seveda dihanje skozi nos
če je nos prost in normalno funkcionira, je vedno nekoliko bolj varno. Ampak mislim, da se redko kdo tako dobro kontrolira, da bi imel to ves čas pod kontrolo. Ne? Zdaj, če je okno odprto, ne? Kaj je zdaj s tem rešeno pravzaprav? Zdaj, če tukaj nekdo zakašlja, tako je. Bo to izboljšalo? Tako je. Mi poskušamo pač omogočiti menjavo zraka. In z menjavo zraka se menjajo tudi vsi drobni prašni delci, vse drobne kapljice, ki bi sicer morda nekoliko dalj časa... To neka verjetnost je manjša. Tako je. To se je gotovo izkazalo in to se recimo tudi v predavalnicah, tudi če ni ves čas odprtih oken. Če se na uro prezrači, je že nekaj. Pa če je možno ta razdalja od metra. In še tukaj zdaj še ta dilema, ali bo to izvenelo z neko vročino. Zdaj, če gledamo podatke, je nekako bolj inficiran ta sever. Kitajci imajo že veliko manjše število primerov. Zato se pa zdaj tudi hecajo, da jim prihajajo bolniki iz Italije. Zdaj, koronavirusi, ki jih poznamo kot prehladne viruse, so sezonska bolezen. In se ponavadi s toplim delom leta umaknejo. Zdaj je pa vprašanje, kaj se pa zgodi pa z naslednjo sezono. A ima virus nekje en rezervar, kjer se bo ohranil, a bo potoval v hladnejše kraje in bo prišel pozno jeseni nazaj, ali ne, tega vam pa zdaj ne morem noben povedati. Sam virus je tudi zdaj, recimo v Singapuru, kjer je 30 stopinj, verjetno. Zdaj se ne prenaša tako hitro, ne? Prenosljivost, jaz mislim, bolj v tem, koliko ljudi je na kupu, ker ni v zraku, virus je na nas. Ja, ampak je ena teorija, da v bistvu, ko če je bolj vlažen zrak, da potem virus prej pade. Zakaj mi rečemo prehlad? Prehlad rečemo zato, včeraj sem se pa čist prezebal, pa moker sem bil, danes sem pa bolan. A ne? Če noben ne bil bolan od tega, ker je prezebal ali pa bil moker. Dejstvo pa je, da pač ti virusi, ki se širijo okrog nas, saj ne zbolimo vedno ob vsakem srečanju z njimi. Ampak naša prva in osnovna bariera so zdrave sluznice. Zdrava sluznica oči, nosu, ustno-žrelnega prostora in če smo mi zelo shlajeni, je prekrvavitev teh sluznic slabša. In smo dejansko malo bolj dojemljivi za virusno okužbo. Virus se bo mogoče širil tudi v toplejših razmerah, pa najbrž malo manj, ampak mi mogoče ne bomo tako hitro zboleli. Potem je pa še to, kaj se dogaja pri malih otrocih. Krasni so, super so, prima so, potem grejo pa vrtec, potem je pa katastrofa. Pa pride mama, tale otrok je pa tako bolan, z njimi pa nekaj tako blazno narobe, zdaj pa sploh ne pridemo iz okužbe ven. Ampak otrok je prišel v okolje svojih vrstnikov, kjer stalno krožijo eni ti običajni povzročitelji bolezni, ki jih on še ni prebolel. In se bo z njimi srečeval vsakodnevno. In tudi, če bo prebolel en čist, najbolj običajen, navaden, klasičen prehlad, povzročen z rinovirusi, ima mečkeno oslabljene sluznice. Pa rab nekaj časa, da bo popolnoma okreval. In preden popolnoma okreva, ima naslednji napad. In seveda bo hitreje zbolel in bo večkrat zbolel. Nič ni narobe z njim,
samo okoliščine so čisto drugačne. In tudi to, kar ste rekel, da pač drugače živimo, da je veliko število ljudi na manjšem prostoru, da preden prideš zjutraj, no pa preštejte, preden pridete zjutraj v službo, s kolikimi ljudmi se srečate. V dvigalu, na avtobusu, v dvigalu od službe, če niste tako prišli, da bi šli po stopnicah, v trgovini, ko pripeljete otroka v vrtec, vsi njegovi vrstniki, vsi njegovi starši, ko greste v bolnico obiskati teto, s kolikimi ljudmi ste v kratkem času v stiku. Da ne govorimo, ko so kakšni polni avtobusi, kako to zgleda. Zanimivo je bilo gledati, pardon, vprašanje? Ja, mene zelo zanima, Mojca, če imaš ti občutek, da spričo tega, da smo že recimo v Slovenijo prišel recimo relativno pozan, da bi se lahko iz teh stvari že veliko naučili in da bi mogoče preskočili že v tisto fazo, kot so mogoče Kitajci že pač prišli in da bi bili zelo rigorozni in da bi recimo zaprli zdaj vse šole in vse in bi s tem zamejili. To je zelo delikatna zadeva. Zdaj tako je. Če bi bili v naši hiši, bi vedeli, da smo se, kar se tiče obravnave bolnikov, zelo pripravljali. In da smo bili hvaležni za vsak dan, ki smo ga imeli, da imamo pač narejene pravilne poti za človeka, ki se pride testirati, za človeka, ki je bolan, za človeka, ki pride zaradi drugih vzrokov v sprejemno ambulanto, za človeka, ki pride samo na kontrolo ob eni drugi infekcijski bolezni, zaradi katere se že dalj časa kontrolira, pa zdaj ni akutno bolan. To smo preštudirali in to smo naredili. Ampak potem je pa tako, da vsa ostala družba si pa želi, da bi čim bolj normalno funkcionirali, da bi bilo čim manj omejitev. In šole, vrtci, službe, to so izjemno delikatne stvari. In po drugi strani, seveda, šola, kjer je okužena bolnica, kjer je okužena učiteljica, je zaprta. Ampak vse šole, starši ne smejo doma ostati. Kaj bodo naredili? Otroci bodo šli k babicam pa k detkom. Kaj pa, če je bil včeraj nekdo od teh otrok v stiku z eno bolno osebo? Babica pa dedek pa res najmanj rabta zdajle biti s takim otrokom v stiku. Tako da mi bi morali razmišljati tudi to, kdo bo skrbel za te otroke, če bodo starši delali in če bomo čuvali. Torej, zelo veliko je bilo o tem debat, zelo veliko je bilo o tem razmišljanj, ampak kar tako se odločiti je pa zelo težko. Mislim, da če bi mogoče zdržali 14 dni, a veš, res je tukaj zelo veliko finančnih nekih vzgibov, ki reče, dajmo sam še malo, da bomo še toliko zaslužili, da bomo lahko prišli skozi. Pa nismo toliko. Je najbolj važen, da ko tvoj nogometni klub igra, čeprav veš, da bo igral pred praznim stadionom, da greš iz Italije v Španijo. In se potem na televiziji hvališ, kako pa sploh ni bilo problema prideti kaj. Pustite. Tukaj bi se pa res lahko malo zamislili. No, ampak tle smo bili pač celo 3 primere, so zdravniki šli smučati v Italijo. Ja, seveda. Še ni bilo znano, takrat, da je bilo to problematično. Vsak dan so bile novi podatki. Najprej so bile v Italiji samo manjša področja. In oni niso bili tam. Ampak po drugi strani je pa že razglašena karantena v Italiji. Kaj je bilo včeraj? Mislim. To so izjemno občutljive stvari. Mislim, da se ljudje trudijo
mislim, da se splača upoštevati in sodelovati, tudi če misliš, da si kje prizadet, ko ni treba. Še nekaj ste hvala. Mene samo zanima prej, ko smo govorili o sezonskih, recimo gripa pa to, ne? Zdaj, če gledamo globalno, kako pa je s tem, da imamo severno pa južno poloblo? Ja, gripa se seli. Gripa se seli. Aha, no, to, gripa takrat, ko imamo mi topli del leta, je na južni polobli. To je dejstvo. Ker zdaj, včeraj sem gledala malo te podatke, pa ne vem, v Južnoafriški republiki pa v Avstraliji so isto primeri, kot na, ne vem, švedskem pa norveškem, tako da zdaj ne poznam se na to, ampak a pa se to lahko tudi seli, recimo, pa ko bo pri nas toplo dol in obratno? Lahko. Ampak tega ta trenutek nihče ne ve. Lahko jaz sem še čisto eno hipotetično vprašanje v zvezi, ker ste epidemiologi, ali kako se to reče? Ne, jaz sem infektolog. Ja, aha. Jaz klinično delam z bolnimi bolniki. Ampak dobro, se pa probamo od epidemiologov kaj učiti, pa povejte. Kaj bi se zgodilo, če bi vsi bili okuženi? Vsi pač celo človeštvo, kaj bi bilo pol? A ne bilo pol v redu, ko bi bili vsi tisti, ki bi preživeli, bi bili pol imuni, ali kako? To je pa svoj dobro. Ne, samo tako pač. Zdaj tako. Naš imunski sistem je en čudež. Se pa veliko bolj razlikuje od človeka do človeka kot druge genetske lastnosti. Narava nam je v bistvu vsilila eno kockanje. To pomeni, da dobimo skoraj vsak malo drugačen imunski sistem. Kar pomeni tveganje, da te bo enkrat nekaj zadelo, ker drugim ne bo naredilo nič hudega, ampak da se je vedno našel nekdo, ki je zadevo preživel. Nobena okužba ni ubila vseh ljudi. Samo zato, ker imamo tako bogato sestavljanko, da ima vsak malo svojo kombinacijo. Zato, najbrž, če bi bil virusu izpostavljen vsak človek, ne bi nikoli vsi zboleli, en lep del bi zbolel z blago boleznijo, tisti, ki bi imeli pa smolo ali zaradi svoje genetske rulete, ali pa zato, ker so starejši, bolni, imajo kakorkoli dodatno oslabljeno imunost, bi pa hudo zboleli in bi lahko tudi umrli. Ne vem, če ste danes slišali, v Nemčiji so ocene, da če ne bi čisto nič naredili, če bi kar tako pustili virusu, da gre okrog, da bi najbrž se okužilo okrog 70% prebivalstva. Ampak to seveda ne pomeni. Ampak to so spet čiste špekulacije. Ampak dobro, to smo danes vsi poslušali. Obstajajo matematični modeli, ampak matematični modeli s takimi spremenljivkami, kot je, koliko ljudi se je okužilo, na čem stojijo. A ne? Tako da... Ja, če lahko samo en vic povem, mislim, da smo vsi zemljani že okuženi z eno boleznijo, ki jim pravijo življenje, ker pravijo, da se prenaša s spolnostjo, pa da ima 100% umrljivost. Jaz mislim, da lahko en velik aplavz damo Mojci dan za naše predavanje. Hkrati, kot ste videli, smo danes za predavanje odprli vsa okna, kar je prvič pri predavanjih po zimi v hiši eksperimentov. Na nek način, da malce simbolično, malce pa tudi dejansko skušamo zmanjšati možnost okužbe. Drugi način zmanjšanja okužbe je, da predavanje ne traja tako dolgo, kot ponavadi naša predavanja trajajo. Zato sem se začel premikati v to smer, ampak ne bližje kot 1,5 metra od predavateljice. Hkrati je to tudi, bi rad omenil, da smo naredili v hiši eksperimentov tudi en korak dodaten proti, oziroma k zajezevanju, kako se prav reče, evo, se že dotikam.
virusa in to je to, da je tudi to predavanje pravzaprav zadnje predavanje oziroma zadnji stik publike za hišo eksperimentov v marcu. Do konca marca zapiramo hišo eksperimentov za obiske in skupinske in individualne. Tako da ima lahko vsak v tem času čas, da malce premisli o tem predavanju, o virusu, o prenašanju bolezni, o egoizmu v družbi in kako gledati še na drugega. Tako da jaz bi se še enkrat res zahvalil in zahvalil tudi vam, da ste v tem času prišli v hišo eksperimentov. Jaz upam, od aprila naprej pa spet vabljeni v hišo eksperimentov. Hvala lepa.